Come on, what up, and let's go! Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostale pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor. Spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če da se ta podcast začne. Za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre! Ojke, radovedni ljubitelji kavča. Moje ime je Uroš Bizilj, vi ste pa dobrodošli v drugi sezoni naših pogovorov Poljanskega kavča. Hvala, ker nas niste pozabili, ker se boste na Kavč kanal z zvončkom naročili in ker nas spremljate, gledate ali poslušate. Danes gostimo predstavnika zvestih in večnih Poljancev. Nekdanjega perspektivnega, vendar upornega igralca badmintona. Ljubitelja teatra, potovanj, italijanščine in poljanskega duha. Mojega sodelavca, zgodovinarja in slavista. Ljubitelja troletnega kolobarjanja in sočnega tolmača vseh mogočih diktatur. Amaterskega igralca, režiserja, zbiralca nastopov in zelo cenjenega profesorja. Dragi moji, z nami na kavču Miha Pohar. Ja, živjo, Miha. Živjo, Uroš. Dolgo smo čakali, da smo te dobili pred ta mikrofon. Veseli smo, da si danes z nami. No, vesel sem, da sem danes z vami. Evo. Naj ti povem, da dobivaš odlično številko 10. To pomeni v fuzbalu, ta številka označuje v nogometu tistega igralca, ki zabija gole, ki napada, strelja, zmaguje. Torej, ti z drugimi besedami, ti zdaj predstavljaš nekakšnega poljanskega Mesija, Ronalda, Zinedina Zidana. Zdaj ne vem čisto dobro, če ti razumeš, kaj ti govorim, ker bojda Mislim, da malo pretiravaš. Ne gledaš rad športa preko ekrana. Vem, kdo je Messi, vem, kdo je Zidan, vem, kdo je, kaj je bil ta tretji. Vem, kdo so to. To načeloma vem, kdo so. Super, dej greva. Zelo sem se potrudil za pompozno napoved. Upam, da ne bova razočarala teh silnih množic, ki bodo všečkali tale pogovor. Ajde, gremo za vse. Ajde. Čas je, da prideva k stvari, zato bom izkoristil ta trenutek za nek mnenje meter, icebreaker in pa za nekakšno ogrevanje, najno ogrevanje. In bom vse to troje preizkusil v enem vprašanju, tako otvoritveno vprašanje. Končali smo prvo sezono Poljanskega kavča. Koliko naših epizod si pogledal in kaj meniš o njih? Ene par sem si jih pogledal. Luštanje. Zdi se mi fino, da si nekaj tazga greš. Vem, da je veliko dela za tem. Mislim, da marsikdo niti ne ve, koliko je to dela za tem. In se mi zdi res fajn. No. Tako ena reč, mislim, take nismo še imeli. No. Ampak sicer pa se mi zdi fajn, no, da je ena taka stvar. Ja, lepo, super. Tukaj imam jaz kar nekaj tem, ki bi bilo fajn, da jih malo predelava, odpreva in to. Lahko začneva z otroštvom. Otroštvo. Imenovali so te Kisko. Kot majhnega otroka so te imenovali Kisko. Zakaj Kisko? Ker so ga vsi ljubčkali, kjerkoli so ga srečali, so te ljubčkali in objemali in cortali in tako. Boš povedal kaj več okoli tega? Da mi je šlo to blazno na živce. In da mogoče ne bi bilo varno to je bilo sporočilo mojim dijakom, ne bi bilo varno to spet obnoviti, tega nadimka. No, lahko bi te pa imenovali tudi Kvisko, ker kot zelo majhen otrok, s 5 leti si se naučil zelo hitro brati in zelo so te zanimale enciklopedije. Prebiral si zelo rad enciklopedije in v družinskem krogu ste velikokrat igrali določene kvize in so vsi hoteli biti s Tamavmo, ker Tamav je vse vedel. Ena taka lušna, zdaj treba podariti, to so otroške enciklopedije. Ena ful lušna enciklopedija je, ki jo pa dejansko še vedno imam nekje v eni omari, imenuje se Kdo je to in je neka zgodovinska ali pa niti ni nujno zgodovinska, lahko je tudi neka fiktivna osebnost in je tako sam par podatkov o tej osebnosti in to sem jaz 100-krat prebral. Dejansko poznam verjeten še danes vse une like tam noter, pa veliko večino likov tam noter. A to so te enciklopedije, kaj je to v tistih serijah? To une serije, tako včasih je bilo z enimi takimi vprašajčki je bilo. No in številka 4 je bila, kdo je to.
In tisto znaš na pamet. Ja, verjetno res znam skoraj na pamet. Ja. Veš, kaj mi je bilo zanimivo še iz tega? Ti si kot majhen otrok prebiral te enciklopedije, nekako tako nabijal si žogo v steno in potem si šel mal prebirati enciklopedijo, naredil mal prekinitve in potem spet nabijanje žoge in tako skozi cel popoldne. Malo enciklopedije, malo žoga, malo enciklopedije, malo žoga in tako je dan minil. Ne? Veš, da se ne spomnim to tako dobro. Zdaj, ki si to tako rekel, res izpadam kot daleč največji geek, ki obstaja, ampak mogoče. Jaz imam sicer enega brata in eno sestro, ampak sta oba ravno toliko starejša od mene, da sem se bolj moral sam igrati. Zaposliti sam. Ja, pa ne zdaj tako, da pa nikoli nista pogledala daleč od tega, ampak je bilo pa veliko tega. No? Še zadnja iz otroštva, potem bom pa nehal. Slutam mal neprijetnosti. Ne, ampak to je toliko nazaj, da zdaj, če je moje otroštvo bilo nabijanje žoge v steno, pa branje enciklopedij, ok. No, pri tej isti starosti si tudi teh 4-5 let nekako, je tvoja družina občasno hodila družinsko na kakšne izlete. In takrat, ko si ti videl, da se pripravlja oprema za kakšne izlete, za v gore, za hribe, ruzaki, gojzari, palce, kaj sem kaj, malce, si takoj hodil kam? Ja, bruhat. Bruhat si hodil, tako je. Bom razložil. To je tak lep primer Pavlovega sindroma ali efekt. Ja, no. Meni je bilo blazno slabo v avtu, oziroma mi je še vedno do neke mere. Če odzad sedim. Kakšni uvinki in to. In v hribe pač nikoli ne greš po ravnem, ne? Ker pač je treba priti do neke izhodiščne točke. In je bilo seveda veliko uvinkov in meni je bilo blazno mučno, slabo. In to se je tok mi zapeklo v spomin. Ja, zapeklo v spomin, da res, ko sem tam videl gojzarje, a ne od spredi zraven. Si mislil, spet bom. Je tako, spet bomo šli po vinkih, spet bom bruhal. In sem zato raj bruhal že doma. No, da zaključim ta fakt, seveda si moral vsakeč iti na neki izlet. Ne? To, da si ti hodil bruhati, ni bilo nikakršno opravičilo. Ne, to je bil tak protest, ki je bil popolnoma preslišan. Predlagam, Miha, da potem iz tega otroštva presedlava na Poljane. Zakaj si se odločil na Poljane, kako si prišel na Poljane? Zelo rad si imel Poljane, bil si navdušen gimnazijec, obiskoval si splošno gimnazijo, bil si v razredu F, kar pomeni, da si se učil francoščino. Razrednik je bila Soča Fidler, profesorica angleščine in potem pa še Jasna Amon. Jasna Amon, ok. Od 3. letnika naprej. Zakaj si se odločil za vpis na Poljane? Očitno te ni motilo, da obiskuješ dekliško šolo. Očitno te ni motilo, da je bila mama na isti šoli. Ni te motilo, da je bila sestra na isti šoli? Ne, pravzaprav se je pač veliko govorilo o teh Poljanah doma. Pač mama, sestra, ki je kot rečeno par let starejša in nekako, kaj pa vem, kar bilo je relativno samoumevno. Tudi v osnovni šoli ene par tudi mojih sošolcev, pa iz paralelke, je bilo to pač prisotno, ja, saj bomo šli na Poljane, tako da vem, da sem šel na informativni dan, sem šel še na ledino, ampak nekako niti nisem toliko zelo razmišljal, no. Kam bi lahko še drugam šel? Pač zdaj se mi je, pa ja, sem se gre. Ok, kakšen dijak si bil? Si bil zagnan, zagrižen, vedoželen, delaven, neresen, povprečen? Mislim, jaz ne vem, če bi samega sebe se spomnil. Če bi se učil, po moje bi si šel orank na živce. To po moje bi bilo. Mislim, da po tem researchu, ki sem ga imel, da si zelo rad imel zgodovino, jasno. Ja. Imel si rad francoščino, geografijo, slovenščino, predvsem književnost. Nisi pa maral nekih naravoslovnih predmetov, tak si bil nekako, ne? Bolj družboslovno usmerjen dijak? Ja, to mislim, da lahko mirno priznam. Ja, pač, pa se ne vem zakaj, oziroma, ne vem zakaj. Družboslovje mi je malo bolj ležalno. Ker sem bil v osnovni šoli, sem vedno mislil, da bom nekaj z geografijo. To mi je bilo najljubši predmet. Tja te je vleklo, ja. Mislim, vleklo. Vse, ki si v osnovni šoli še itak dober, itak ne veš. Si tudi v srednji ne veš dober, kaj boš itak počel sam sabo. Ampak tako, geografija mi je bila vedno zelo ljuba. No. Pol v srednji šoli, pa ne zaradi učitelja, ki je bil zelo fajn. Zelo. Ampak tisto, ko se začneš učiti o kumulusih in drugih oblakih in o rabi tal in tako naprej, tisto me je mogoče pol malo, ne vem, tako,
Književnost mi je bila tudi vedno všečna. Čeprav sem zelo malo bral in sem potem to moral nadoknaditi kasneje, ampak tako zelo rad sem vnaprej bral stvari tam v berilih, pa med uro seveda, ne v prostem času. Daj mi povej, kako je bilo to sprejemati ta pritisk, da imaš mamo na šoli, sestro na šoli? Kar se sestre tiče, ona je 6 let starejša od mene, a ne, in ni bilo, zdaj verjetno se je kdo spomnil, pa je potem tudi mene učil, ampak kar se pa tiče tega, da imaš mamo na šoli, pa sva bila čisto v redu glede tega. No. Edina zoprna stvar je bila, pač skupaj so seveda šla v šolo zjutraj, a ne, in ona je imela tendenco, da je malo zamdila, a ne, jaz pa nisem smel zamditi. Tako da to se je potem kdaj poznal malo. Lej, ne vem, jaz se ne spominjam, da bi mi kdorkoli od sošolcev generacije, karkoli od dijakov nasploh, da bi mi kadarkoli kaj oponesel, češ, ne vem, tis pa odmariče. Mislim, da ne, no. Ne vem pa, koliko je imela ona težav zaradi mene. Zdaj pri matematiki po moje je, no. Do tja bova še prišla. No, super. Imaš kakšen dogodek ali pa situacijo, ki se jo spomniš iz poljanskih gimnazijskih let? Morda. Recimo, Jaz se spomnim tega, pač toliko je bilo punc, jaz sem bil vsak teden zaljubljen v eno drugo. Ja, in z tega naslova bom hitro izkoristil to, ker si je nekaj izjavil, ja, ko si bil Poljanec, si se žvalil po hodnikih. To sem dobil preko nekih virov, Mislim. nekem tem smislu. No. Takrat se je to. Ja. Pač, To je normalno. da danes tega pač ne delam ben. Kakšni še upam? Ja, pa manj, včasih je bilo res veliko tako sline po tleh, ampak zdaj pa se mi zdi malo bolj umirjeno. No? Če nimava drugega, bom povedal jaz eno anekdotico. Ko si bil tam nekje tretletnik srednje šole, si zasimuliral in se naredil bolnega doma. In po poizvedovanju mame, ki je izvedela, da si v bistvu zasimuliral zaradi tega, ker pišete biologijo pri Eriki Jarič. Ne, Erika Jarič pa mene ni imela. A niti imela? Ne. Imela me je cel kup enih drugih, ti biologi so zelo resno vzeli tole biologijo in so se skozi smo menavali, ker so bili noseče. Tako da ne vem točno že ni pa nobenega več od teh na naši šoli, tako da se tudi torej, da se piše biologija pri nekom. Ja, pač pri nekom si pisala biologija in jaz nisem, pač nekako se mi je zdelo, da mogoče pa to bi jaz preskočil, ampak se nekako ni dal. In mama je potem se zavzela za to in se šla nekako s tabo učiti. In sta se učila nekako. Ja, na nek način. Cel popoldan. Učila, da je mene zaprla v sobo in jaz sem se moral učiti. In prav spomnim se, to je uno deblo, ksilem pa floem pa to. In potem sem se učil celo noč in sem pisal 4. Evo. In kaj imam od tega, od te cele noči, razen to, da vem, da obstaja ksilem pa floem, ker pravzaprav ne vem več točno, kaj počneta, biologi, to, da se spomnim tega, da sem pisal 4. Komentar mame je bil, ko je pisal 4, škoda, da se nisva učila do 5, kako bi bila ocena 5. Ker sem se učila samo do 4. Ja, play. Dobro, deva, ok. Mama. Kako je bilo pa pri športni vzgoji? To mogoče kaj veš. Kaj imam Športno, ja. Nekaj sem zasedil, da si se dosti izmikal ali pa izmišljeval neka opravičila. Glede na to sem bil jaz. Kako pa to možno? Takrat še kar resen športnik se je meni zdel, mogoče malo brez veze, da bi jaz še tukaj športal. Druga stvar, ki je pa bila, je pa to, da se ni dal stuširati. Zdaj so lepi tuši. Včasih je bilo pa drvarenca, ja. Ne vem, tam po mojem si bolezen dubo sam, da si vrata odprl. In se pa seveda noben ni tuširal. In je bilo precej tako grozen feeling je, pač ne vem, recimo imaš majico za sabo za preobleč, ampak veš prišvican, pa pol daš pa, ne vem, volnen pulover in greš na uro francoščine in pol te vse to pika in skratka, jaz sem imel zelo velikat menstruacijo in sem upal, da bojo sprevideli, da takrat pač ne moram. A kaj veš, si mogoče imel kakšen status športnika takrat? Sem imel. Miha Pohar, status športnika? Ja. Status športnika. Športna vzgoja lahko presedlava na matematiko. Torej, v času šolanja si imel kar določene izzive in borbe z matematiko. Sovražil si matematiko, zato te je sestra Maja dostikrat mogoče malo tako inštruirala. Enkrat v 8. razredu si celo želel iz tira spraviti svojo sestro Majo, ko si učbenik za matematiko vrgel na tla in potem skakal po tem učbeniku. Zdaj ne vem, a ti je ratal vrši iz tira? Tako, ona je namreč matematik po izobrazbi in je v bistvu kot
takšna idealen inštruktor, ki ga pač imaš doma. V končni fazi sem vedno znova gotovo, da jaz njo dosti bolj rabim, kot ona mene poslušata. Nekako, ne glede na to, kakšne seanse sem jaz imel s tem svojim učbenikom, pač preslej je bilo treba spet priti nazaj in jo prositi, če me lahko naprej inštruira, kar je pa pač počela, se je nekako udala v sodo. No in tukaj imam eno tako zelo simpatično zgodbico. Moja sestra Maja je bila vrhunska športnica, vrhunska igralka badmintona in v tistem času je ona bila na nekih kvalifikacijskih tekmovanjih za olimpijske igre na drugi strani Atlantika, bila je v Peruju. V tistem času so bili ti prekoatlantski klici zelo dragi, ne? In ti si jo enkrat klical preko Atlantika, nekaj v tem stilu: Maja, kdaj prideš dam? Ker mi pišemo matematiko v sredo. Če prideš dam že v torek, me boš lahko kaj naučila. Sicer se bo mogel učiti pa že danes. Ja. Jaz mislim, da to po moje ni tako zelo nenavadno, ker inštruktorji so zelo velikrat, je njihova funkcija tukaj samo zato, da pač sedijo zraven. Ker drugače, zakaj bi konkretno une račune računal? Tako da ena taka korajda odvisnost se je razvila, ja. Miha, a si imel med šolanjem, govoriva o matematiki, kakšen šus, kakšno grajo kdaj? Ja, seveda. Recimo v 4. letniku. A res? Ja. V 4. letniku sem si rekel, zdaj, ker ni več fizike, biologije, pa kemije, to so vsi predmeti, ki so mene bremenili, ja. Sem si rekel, no zdaj pa mogoče bi pa jaz lahko bil še celo odličen. In potem nastopila matematika in sem imel 1. In potem nekje tam ob polletju se je moj načrt iz biti odličen v 4. letniku preoblikoval v narediti 4. letnik. Preživeti. Lej, se je pač bilo treba tudi s tem soočati. Tudi to se je zgodilo. No, v 1. in 2. letniku ste imeli eno profesorico za matematike, potem je prišla pa ena druga profesorica matematike v 3. in 4. letniku, ki je takrat začela prvič poučevati in sliši na ime Andreja Hočevar. No, začela je poučevati takrat na naši šoli prvič. Ja, to ni bila njena prva služba. Torej, na naši šoli je začela z vašim razredom prvič poučevati. Tudi z našim. No. Mogoče lahko poveš, kakšna je bila razlika, ko ste zamenjali učiteljico matematike? Zelo, zelo velika. Prejšnja je bila zelo, bom rekel, radodarna z ocenami. Če ti je manjkalo ene 5-6 točk, recimo do 4, si pač šel pol do nje, do katedra in pač malo tam v smislu, glejte, meni pa čist malo točk manjka. In pa je ona, kar si tle si napisal 3, ampak si verjetno mislil 4, tle je plus, pa si mislil minus. Skratka, in so une točke nekako rasle. Tudi kar se tiče težavnosti, smo naredili recimo primer A, pa primer B, pri primeru C, pa rekla, da to je pa že malo pretežko. In pa se človek navadi ene take matematike, no potem je pa prišla Andreja Hočevar in smo začeli pri primeru F, ker pač oni A, B, C, D, E primeri so bili preprosto preveč trivialni. Tako da hitro se je bilo treba navaditi na nov režim. Jaz seveda te hitrosti nisem uspel usvojiti. No, ampak naj te potolažem, da Andreja te ima v spominu, da ni bila taka kriza z matematiko, da je vajena danes veliko hujših primerov. Spomnim se pa enega primera iz mature, ustne mature. Verjetno že slutiš, kaj te bom vprašal. In vprašanje bo tako. Ali se spomniš, kako si odgovoril na ustni maturi za matematiko na vprašanje, kaj je višina valja? Ne, v bistvu vprašanje je bilo val. Kar je verjetno najlažja stvar, ki jo lahko dobiš, pač val. Kot val in pač poveš une formule in je to. In jaz se sploh nisem zafrkaval, jaz sem dejansko čisto resno mislil. Ona reče, no zdaj pa nariš val in sem jaz narisal krog. In ona gleda in reče, a to je val? Pa se rečem, ja, to je val. To je val iz ptičje perspektive. In ona reče, no kje pa pol višina? Sem jaz tako piko dal. In sem rekel, no to je višina valja. No in potem je pa rekel, da je pohod, da se ti zdaj pa mečkam zber. In potem je mene seveda presunilo, kaj sem pravkar rekel. Mislim, da je sicer to nekako mi je oprostila to začetno, temu reči zmedo, ker v končni fazi sem jaz matematiko pisal boljš kakor zgodovino na maturi. Glih, to sem hotel reči. Matematiko si na maturi pisal tako dobro, da si imel točko do 5, bojda. Ja, ena točka ti je falila, pa bi pisal 5. Ja. Sicer si pisal 4, ampak ja, seveda. Prav, zelo spodobno si pisal ta test. Moja sestra,
torej moj inštruktor je rekla, da je to velika, velika sramota za test iz matematike. A ne, da ga lahko nekdo s tako mizernim znanjem, kot je moje, piše skoraj da 5. Jaz se moram s tem kar strinjati. Ok, in potem si zašel na fakulteto, filozofsko fakulteto, kjer si študiral zgodovino in slovenščino. Tako? Želel si francoščino, ampak te je mama nekaj odvračala od tega? Ne. Nisem želel francoščine. Ne. Pravzaprav sem imel, zdaj sploh ne vem, ali je to res, ampak jaz sem imel tak občutek, da ljudje okrog mene mislijo, da bom šel na francoščino, in sem potem rekel, no ne grem, za nalaž. In potem sem šel na slovenščino, pa sem malo spraševal te svoje profesorice Darinko Marc, ki je mene takrat poučevala, kako pa je, a ne, ker pač to malo sprašuješ. In pa je rekla, daj še koga drugega vpraš. No in sem malo spraševal te razne profesore, takrat, ko so bili na Poljanah, in med drugim sem vprašal tudi profesor Alenko Arbiter, kaj pa ona misli. In mi je dala en super nasvet, ki ga jaz takrat nisem razumel, ampak potem sem pa zelo razumel, kaj hoče reči. Rekla je, a na slovenščino? Ne id. Ne id. In jaz tako gledam v smislu, ok, no prav, tako direktno mi pa še ben ni rekel. In pa je rekla, čeprav veš kaj, ali pa pejt. Ja, ali pa pejt. In kot rečeno, meni bo to takrat, kaj se je pravkar zgodil, ampak pa sem pa zelo zastopil, ker je tako težko to pravzaprav povem, tako, res je tako, da so stvari, ki te najprej tako zelo presenetijo na tem študiju, ampak pa si pa rečeš, ampak ja, vse je ok. Na Poljane si prišel prvič 2005. leta na povabilo razredničarke, če bi prišel nadomeščati njeno porodniško. Ne razredničarke, Darinke Marc. Darinka, to ni bilo razredničarke? Ne, moja razredničarka je bila Jasna Amon od tistih. No, sem zamešal, ok, torej na povabilo Darinke Marc, da nadomeščaš njeno porodniško, vzel si izziv in nadomeščal sam vse 4. letnike, sodelovanje je bilo zelo uspešno. 4 razrede ja. Takrat učil, 2 prva, 2 tretja. Sodelovanje je bilo zelo uspešno in so vsi krasno zaključili s tem. Ne? Zaključili so, ker so pač morali tudi enkrat zaključiti, ampak nisem nobenega zares pripeljal do mature, ker je bilo pač dobro leto, kakor pač traja porodniška. Je pa res, ja, ona me je poklicala in jaz sem pač kot velikrat na direktno vprašanje, ker rečem ja, brez nekega pravega razmisleka. Ali pa kaj to pomeni? Ja, kaj to pomeni. Nisem si znal predstavljati, jaz sem pač rekel, ok. Imel sem še par izpitov, to se spomnim, seveda še tudi diplomo za narediti, ampak tisti je bil pa res del. Učil sem se za izpite, učil sem se za priprave. Te priprave, vse tisto, kar sem prej rekel, da me je vedno zanimala književnost, ampak nikoli nisem veliko bral, no to sem potem orang moral nadoknaditi. Tako da ja. No in tako s to izkušnjo so se ti potem odprla vrata za delo na Poljanah? Ja, imel sem veliko srečo, ker ko je prišla Darinka Marc nazaj, po mojem je bil kakšen februar, marc, nekaj takega. Je bila Magda Kete mogoče v odhajanju? Ne Magda Kete. Miha Šengelaja, ta ki je mene poučeval, je bil v odhajanju oziroma bilo mi je namignjeno, da bo šel zagotovo v penzijo. Ampak so rekli, fajn bi pa bilo, vodstvo, fajn bi pa bilo, da bi imel ti diplomo. In potem sem v bistvu spet ogromno delu, ampak res zelo velik delu, da sem pač napisal diplomo, pač 2 diplomi je bilo treba, če imaš 2 predmeta, oziroma če 2 predmeta študiraš. Ja, in sem to pač pisal na nek način kar ok, da sem imel tako motivacijo, ker sicer vprašanje, kdaj bi diplomiral, a ne bi lahko to vlekel v neskončnost ali pa vsaj zelo dolg časa, to je bila kar v redu motivacija, je bilo pa res veliko dela, meni pa je bilo do tega, ker mi je bilo v bistvu fajn delati na tej šoli, že od samega začetka mi je bilo fajn. Če se zdaj premakneva v tvoja profesorska leta, ko si že utrjen v tem sedlu, bi rekel, da se ne motim veliko, če rečem, da si med najbolj priljubljenimi poljanskimi profesorji, morda celo najbolj priljubljen. Zdaj lahko, če govorim o festivalu nekih pridevnikov, da si kakšen da si, recimo humoren, razgledan, strokoven, zanimiv, poslušljiv, poljuden, sproščen, korekten, zanesljiv, odgovoren in še je tega. In me zanima, kakšne lastnosti mora imeti nekdo, ki si želi postati uspešen, spoštovan in popularen profesor na gimnaziji? Kaj
mi dva misliva? No, jaz bi najprej to, seveda zelo lepo slišati, kar si rekel, je pa res, da je to brško neodvisno pač od tistega, ki ga vprašaš. Nihče nima pregleda nad vsemi učitelji, a ne, tako da je takšne sodbe dajati je mogoče tudi mal Pretirano ali kaj? mal pretirano, gotovo. To se vidi tako, recimo, ko ste vi imeli, zgodovinarji ste imeli predavanja po šoli. In jaz sem bil na enem tem predavanju, pa to je bilo nabito polna učilnica. To so bili na tleh, to so bili po stopnicah, to so bili dodatni stoli, to so bili kolegi. To je učilnica pokala po šivih. Prav, verjetno ni zastonj pokala po šivih. No, lepo, no, kot sem rekel, no, to je lepo slišati. In tam sem videl obraze tudi bivših dijakov in zdajšnjih dijakov in mlajših, starejših, vseh. To je tudi zelo lepa taka. Se pravi, nekaj je na tem. No, mislim, lepo, če je vsekakor to lepo slišati. Je pa tudi to res, da to zdaj verjetno meni ne pomaga pri jutrišnji, oziroma pri prihodnji uri, ki jo bom imel. Mislim, da se je treba za vsako uro znova dokazovati. Potruditi. Seveda, toliko pa toliko ur, se je, ali gre kaj narobe, ali nisi dober, načeloma ne bi bil dober pripravljen, ampak ne vem, je slaba volja, ali so kakšni tudi ne samo subjektivni, objektivni razlogi za to, da stvari ne štimajo. Do neke mere se mogoče pa lahko šlepaš na to, ampak mislim, da se pa treba vedno znova potruditi. To, da jaz, ne vem, samo sebi rečem, pa saj sem imel 15. marca 2021, sem imel pa eno fajn uro, to ni dovolj. Ja. To ni dosti, to zdaj meni nič več ne kori. Mislim, v smislu, da pač vedno znova je treba najti, se treba nekako povezati z dotičnim razredom in najti en način, kako stvari, ki jih je treba spredavati, kako v tem najdete en smisel. S tem se jaz v bistvu skozi ukvarjam. Kako stvari, kar pač vemo, da v učnem načrtu je cel kup enih stvari, ki so precej brezvezne, mislim, da to vsak učitelj lahko reče, in je pač treba najti en način, da to osmisliš. Včasih pa je tudi tako, da so stvari, ki se meni zdijo blazno pomembne, ki sploh niso v učnem načrtu, pa jih jaz vzamem, pa ni nujno, da se še komu zdijo, da so tako blazno pomembne. Sicer pa se meni zdi, ki si prej vprašal, kaj je tisto, kar mogoče je fajn, da ima učitelj, je mogoče ena od stvari je to, da ni zamirljiv. Ker dijakinje velikokrat kaj rečejo, pa mogoče sploh ni nujno, da je zlonamerno, ampak se mogoče v nekem kontekstu tako izpade, ali pa kdo kdaj tudi mogoče kaj mal neroden, da kdaj kaj ne reče, pa bi moral, ali pa kaj takega, in sploh, da te stvari pač nekako, da grejo mal mimo tebe, da se ne vračaš nazaj, pa si misliš, tale je pa tak, jaz ne morem biti zraven njega. Jaz bi dodal kaj zraven še, da pokažeš svojo človeško plat, da nisi robot, da si tudi nek zmotljiv človek, z slabim dnevom, z dobrim dnevom. Mislim, da to tudi, ja, ta neka robotskost se mi zdi, da ni čist na mestu. In tudi mislim, da čist normalno sprejmejo razni kikse. Mislim, sej na nek način, mi učitelji skozi nastopamo. Imamo tam 25 do 30 parov oči, ki te načeloma gledajo v tvojo smer. In seveda vsak feler opazijo. Se mi zdi, da če nekako to sprejmeš, da tudi oni to nekako začutijo. No, in z dijaki imaš zelo dober odnos, si dober zaupnik, dijaki te imajo radi. Svoje dijake kličeš ljubčki, srčki. Samo nekaj sem jim razrednik. Ja, torej, ali si rad razrednik, ali uživaš v tej vlogi? Ja. Se navežeš na svoje dijake? Se. Polko, ja, v teh 4 letih se navežete drug na drugega, verjetno. Mislim, jaz se na nje. Moja mama mi je včasih govorila, da ne vem, kakšna znana oseba, ki je bila na TV-ju ali pa karkoli, in je ona rekla, ja, on je bil pa prav moj. Ali pa te sem bila pa prav jaz razrednik, o njih pa nič slabega. In meni je vedno tako, pa kaj, vsem, pač razrednik, pa kaj, če človek cepac je cepac. So what? Ja, so what. Zdaj pa kar malo razumem to. Sem šel skozi ene par teh razredništev in je zelo toplo mi je pri srcu, ko pomislim na te trenutke, s katerim koli od teh razredov. Verjetno sem imel kar nekaj sreče.
V kakšnem smislu sreče? Kaj pa vem? Ne vem, to, da sem pač dubo eno tako skupinco ljudi, s katerimi smo se nekako Ujel. uspeli ujeti. A ne? In to se je zdaj zaenkrat še vedno zgodilo. Vsaj verjetno z večino. Tako da ja, fajn je biti razrednik. Je seveda težko, predvsem te razne birokratske stvari so tako mal naporne, ampak ta življenjski del je pa zelo prijeten. In ja, pol si tudi na nek način nek zaupnik, a ne? Brišeš solze in podobno. In meni se zdi, da je to tudi del našega poklica. No. Me pa po svojem malo tudi strah, kdo kdaj reče, joj, to je pa, ne vem, pol operira s kakšnimi besedami, kot so vzornik ali pa kaj takega. Tega me je pa malo strah. No. Tako je, ena odgovornost je, mogoče je lažje, če o tem sploh ne razmišljam. Kater poklic bi lahko opravljal, če ne bi bil profesor? Si kdaj razmišljal o tem? Škva bi bil? Ali bi snemal potopisne oddaje, Dobra. ali bi pa, ne vem, kako je to po slovensko, location scouting. Unika za kakšne filme iščejo Scene, scene, fajn kadre in potem Lokacije, scene, lokacije. Jaz pa ne vem, kako to deluje, ampak jaz si predstavljam, da pač hodiš okrog po ful zanimivih krajih in pa rečeš, no, tlele bomo pa naredili ta posnetek. Pa ne zaradi posnetka samega, ampak zaradi tega principa potovanja. Verjetno, da si šel na zgodovino, da si šel študirati zgodovino, te je mogoče verjetno navdušil tvoj profesor Miha Šengalaja in njegov pristop do zgodovine, njegov odnos do zgodovine. Ja, definitivno. Zdaj, se je bila meni zgodovina vedno všeč. Ta njegov zgodbarski način podajanja snovi je bil meni Zelo blizu. Zelo blizu. On je bil meni, ne vem. Car carov. Ja, car carov. Res, jaz sem ga poslušal z velikim veseljem. Zdaj se mi je, da ve vse. Je bilo po svoje kar logično mi, da bom šel to študirati. Seveda ne z planom, da bom jaz postal učitelj, ker to noben takih načrtov nima, ki je v srednji šoli. Tako, ker se mi je zdelo, to bo super. To bom jaz šel na faks in bom poslušal te zgodbe in bo ful dobro. In če se ne motim, še danes črpaš iz njegovih zapiskov za svoje ure. Mislim, to, kar je on, predvsem ta pristop, no, bom tako rekel, ker vendarle ure tudi malo spremeni, oziroma teme, način, kako kaj predavam in tako naprej, to se pač spreminja, tudi z leti, z izkušnjami, kaj deluje, kaj ne deluje in podobno. Ta princip ga pa pravzaprav posnemam, no, lahko rečem. Dijakom je zelo všeč tvoj pristop podajanja zgodovine, nekako siguren ga narediš tako v smislu mal napol stand-uperskega, da se šalaš zraven, da si sproščen pristop. Zelo zanimivo, misel sem ujel v pravem kotu, ko je en dijak opisuje to na način, da bedo narediš zanimivo. Ja, zdaj, princip moj je tak, najprej, da res, kot sem prej rekel, da skušam dejansko osmisliti stvari, da stvari, ki jih pač delamo v šoli, si nekako rečem, kje bi to sploh lahko kdo dej uporabil. Potem skušam biti aktualen, da pač povežem stvari z sodobnim dogajanjem, ker ena izmed oblik priprav, ki jih pač vsi učitelji imamo doma, je to, da jaz novice pogledam. To je pravzaprav zelo en tak temeljen del. Sej, ne pravim, da se zdaj vsako stvar da povezati, ampak se pa da marsikaj speljati na sodobno dogajanje oziroma vleči neke paralele. Kar se pa stand-uperstva tiče, je pa tako. Ali pa neke sproščenosti, ali pa neke spontanosti. Jaz vem, o čem bom govoril, ne vem pa, kako bom to povedal. Ja, kako boš to prodal. Ja, in mi to tudi pravzaprav naredi moj poklic zanimiv. Ker ura ni enaka uri. Ja, v bistvu ni. Pa tudi, če bi govoril dvema identičnima razredoma, verjetno ne bi bilo enako. Sploh pa seveda so razredi med sabo vsi različni. Zdaj, nekdo, ki ne poučuje, si moče tega ne predstavlja. Si misli, dobro, se vi skozi eno in isto ponavljate, ampak v bistvu ni. Priješ v razred, pritisneš na play, bla, 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 bla. Ja, tako in pa se pritisneš na off in greš. To je bilo recimo, ko je bila korona, ko je bilo po Zoomu.
Ne, tam je pa v bistvu res bilo skozi enako. Ne, zato, ker ni bilo interakcije z razredom, ker so bili v bistvu oni kvadratki, načeloma so Kaj ti bili nič ne dajo? ki ti nič ne dajo, pa to niso zdaj otroci krivi. Ne. Tisto je bilo pa res bolj duhomorno. Ej, ko raziskujem malo to tvojo zgodovino in to, zmeri trčam ob te dve stvari. Se pravi, kaj je to, da zelo rad in pogosto omenjaš troletno kolobarjenje in da deliš sočne nasvete za diktaturo. Kje je tu fora? Ker dijakom je to vedno znova, oni to poudarjajo, dajo ven, omenjajo v vsaki priložnosti. Tako da, To s troletnim kolobarjenjem tudi sam ne vem. To je pač en tak zaščitni znak že skoraj rato. to se njim zdi smešno. Kaj fora? Troletno kolobarjenje je en pač princip, ki se spomni v srednjem veku, da bi zemlja več obrodila. To je to. Pravzaprav izhaja pa iz tega, da je to v resnici, to, kar sem povedal. V srednjem veku se je nekdo spomnil, kaj bi naredil z zemljo, da bi bolj obrodila. To so najbolj dolgočasne besede, ki jih lahko izrečeš. In nekako je treba v to unesti eno energijo, ki drugače tudi Nek žmoht. Ja, nek žmoht. Prav tema je, ki se ji reče razvoj srednjeveškega podeželja, to je za popeni dolgočasno. Ne? In je treba nekako stvar pripeljati do tega, da bi lahko bila zanimiva, je pa tudi potem to troletno kolobarjenje pol rata ena taka referenca, kot je eno tako samozavedanje, sporočilo dijakom, ampak tudi meni, da v bistvu vem, da niso vse stvari, ki jih jemljemo, zelo bistvene za preživetje enega intelektualca danes. Kolobarjenje sva omenila, kaj pa to sočni nasveti za diktaturo? To z diktaturo je pa tako, a ne, s tem se, jaz pač in tam govorim, pa reče, leti, če te kdaj diktatorji, morate paziti, da morate to pa to delati. Zdaj tukaj se pa zadnji skriva nekaj drugega, kar pa niti ne povem. Namreč, če vam jaz govorim, da kaj morate paziti, če bi bili diktatorji, kar pa seveda verjetno noben ne bo, ali pa bo pa kvečem en. Bolj gre za to, da bi bilo fajn, da bi mladi videli v današnjih politikih te določene principe, ki jih imajo, o katerih jaz govorim, in da bi v njih prepoznali eno željo po kopičenju oblasti. In da bi se tega zavedali in v končni fazi prepoznavali in mogoče vsaj na ta način, že to je nekaj, da prepoznaš. No? Take principe, da nisi tako brez kakršnega koli občutka in si rečeš, no se te pa vse prav delajo. Tako da v bistvu gre na nek način, ne tako, kot da bi jaz res verjel, da bojo oni kdaj diktatorji, ampak to, da pač pazi, ker to lahko opaziš tudi danes. In če opaziš in če to sporočiš oziroma se izjasniš, da to ni prav, potem mogoče se da te stvari v družbi preseči. Mogoče. Ali je prava resnica sploh prisotna v zgodovini? Ne. Ali je prava resnica prijateljica zgodovine? Oziroma, čigava resnica, interpretacija je sprejemljiva za v zgodovino? Ker, obstajajo različni interesi, manipulacije, prirejanje zmagovalcev, vladarjev, bogatašev, mogotcev in tako, ki vplivajo na objektiven pogled na zgodovino. Jaz bi tako rekel, mogoče prave resnice ni, je pa laž. Ker ni torej čist... Lahko rečeva prirejena resnica. Ja, prirejanje. Ja. To je, ampak zdaj čist 100% resnico je zelo težko ujeti. Kaj je pa, določeni pogledi pa so lahko tudi nenamerno prirejeni, seveda, kot si rekel, za manipulativne namene. Kaj se v zgodovini ponavlja? Katere napake, dogodki in situacije? Kaj ti meniš, da zgodovina se ponavlja? Kaj vedno znova in znova ponavljamo? Da se mogoče nad nekim načinom razmišljanja, da sprejmemo nek način razmišljanja, pol se pa od njega odvrnemo. In da potem spet kao tiste stvari, ki so bile, recimo zdaj se to ponavlja, o teh raznih skrajnih idejah, da pa če se moče pa so pa v redu, moče pa niso tako skrajne in potem bo šlo, upam, da sicer da ne, ampak lahko da bo šlo to potem spet v neko novo skrajnost, kjer se bo potem spet razvilo kritično mišljenje do te skrajnosti in potem kasneje bojo spet kritični do tega kritičnega mnenja. Zdaj sem to blazno zakompliciral, bom raje tako rekel. To menjavanje... Ali pa z drugimi besedami, tole perspektiv. Ti bom probal olajšati. Kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi imeli zgodovine oziroma da ne bi ohranili zgodovine?
Jaz mislim, da neko spoštovanje do sočloveka ne bi bilo. Zato, ker se mi zdi, da je ravno to tisto, kar je narobe, da stvari, ki jih ne razumemo, oziroma o katerih nič ne vemo, se jih bojimo. Če se jih bojimo, potem to preide v neko, lahko tudi agresijo. Zaradi tega je fajn vedeti kaj o nekom drugem, ampak tudi o nekom drugem, ne zdaj o eni drugi kulturi samo, ampak tudi o tebi, če razumem, o sočloveku, tismu, ki pravzaprav je s teboj živi, ga srečavaš vsak dan. Tako da jaz mislim, da je to tisto ključno, no, to spoštovanje do sočloveka, zakaj je zgodovina pomembna. Še to omeniva, no? Vsako leto izvedeš nek vikend ekskurzijo v Auschwitz na Poljskem. Kakšna izkušnja je to za dijake? Je močna izkušnja je. To ekskurzijo želimo res narediti takšno, da dijake že prej pripravimo na to z določenimi predavanji, da čeloma imamo vedno 3 vsako leto, že zaradi tega, da ni sicer nujno, zdaj, če pa tega ne slišiš, pa pol ne razumeš, kaj se je tam dogajalo. Seveda ni tako, ampak temu reči, da je neke vrste priprava. Mislim, da je to ena taka zadeva, ki bi jo moral vsak spoznati. Tudi če ga ne zanima zgodovina, ker v resnici to nima prav veze z uno zgodovino, ki se jo predstavljamo, da zgodovina so pa ljudje, pa letnice, pa tako naprej. Ne? Ampak to, da se sploh zaveš, kaj je pravzaprav človek zmožen narediti sočloveku. In seveda lahko o tem bereš, lahko tudi filme o tem gledaš, ampak malo drugače pa biti tam. Ker te že, če nič drugega, ta ogromnost tega področja, tega recimo uničevalnega dela Auschwitza, kar hodiš in se v enem trenutku zaveš, pa se niti na pol ožjega dela nismo. Ja, ne? Ja. Take stvari in se mi zdi, no, vsaj jaz sem to dojemal na tak način, da te tako malo po valovih te zagrabi. Ni tako, da prideš tja in potem pol si samo še slab, mislim, pač depresiven in tako naprej. Na vsake toliko časa se spomniš, wow, dejansko so to delali. Seveda, to se tudi lahko se gre v druga taborišča, jasno da. Zdaj, tale Auschwitz je, na eni strani privlačen zaradi tega, ker je bil največji, mislim privlačen, pač kot lokacija, na drugi strani pa ne bom lagal, da je fajn tudi to, da je na Poljskem, da je v eni državi, ki ni čisto vsakodnevna destinacija. Da ni recimo v Italiji. Če bi bil v Italiji, bi pač hodil v Italijo. Ne? Ampak da je mogoče ravno toliko daleč, da človek ne gre glih vsakič tako malo na Poljsko. In se mi zdi, da marsikdo od dijakov, ki jih mi vpeljemo sabo, je prvič na Poljskem in meni se vedno zdi fajn, da se še kakšno državo obišče več, da pač se malo potuje. Če bi bilo možno potovati skozi čas, Miha, kam bi si privoščil časovni izlet? Joj, a veš, recimo, malo časa. Pa če rečeva sam za nazaj, v preteklost. Malo časa nazaj so komaj izumili časovni stroj. Ne časovni stroj, ampak kemični WC. Tako da. Recimo, da bi bila ponudba v neki agenciji, bi rekel, razumem, 3 dni gremo v, ne vem. V srednji vek ne bi šel, ker po mojem bi umrl v teh 3 dneh, jaz mislim, da bi fasil eno bolezen in ne bi bilo dobro. Tam bi šel v Rim. Ja, mogoče pa kakšno Grčijo. Recimo, mogoče je kaj tacga, no. Ok, deva odpreti novo temo, se pravi gledališče. Miha Pohar, kako si padel v gledališče? V gledališče sem padel. Kako si se zaljubil v gledališče? Ja, najprej sem padel vanga. Pri pouku francoščine je bila tradicija na tej šoli, da se pač delajo predstave v francoskem jeziku. To ni bilo kot danes, ker si kdo predstavlja, da je kakšna audicija ali pa da profesor reče, bi ti to počel in potem dijak reče, ja ali pa ne. No, tam je bilo tako, da pač to se zdaj dela. Ti boš to, ti boš pa to. In ni bilo neke trte mrte. Ja, trte mrte. Ne? Meni je pa pač stvar všeč. Sem pač tukaj, smo pač delali te predstave, mislim, da v 2. letniku je bila prva, kar pol pomeni vsako leto ena. Vsako leto ena? Ja, vsako leto ena, to je bil zelo hud tempo. Mislim, za režiserje, ne? Za igralce niti ne toliko zelo. Potem pa se mi je ponudila priložnost, da sem jaz, čeprav nisem bil študent francoščine,
da sem se pridružil francoski skupini, ki je tudi vsako leto naredila eno predstavo. Torej, skupina študentov francoščine so pač naredili tudi v francoščini eno igro na leto in sem se v bistvu njim pridružil, kjer je pač tudi študiraš malo dlje časa, kot samo 4 leta, ne? Tako da sem tam tudi ene par iger naredil. Pol sem pa začel postajati mal pogumen. Enkrat ena taka predstava je bila, ker je bila poanta predvsem, mislim, da je bilo njena 20 ali 30-letnica obstoja tega francoskega gledališča na faksu in so zato naredili tako predstavo, v kateri so iz vseh teh generacij ljudje igrali, kar pol pomeni, da je bila seveda predstava zelo dolga, vlog je bilo 25 in na vsako je pa prišlo res samo par scen dialoga. Mogoče bi zaključil ta gledališki del samo še s to zanimivostjo, ko si v neki predstavi, mislim, da fiziki, za svojo bivšo učiteljico matematike sta igrala skupaj, Andreja Hočevar, si dal duška v eni repliki, ki si jo imel v predstavi. To mi je ona govorila in sicer, ko si rekel: gospodična doktorica, vi ste nori. In tam si dal duška vedno, ko si imel to repliko z njo in ta prizor z njo. In to se njej zdi tako smešno, veš, ali pa malo ironično. Ja, se je smešen. Je pa tudi smešen, ker ona mene je morala udariti. Šamar mi je morala dati v tej predstavi. Legalni šamar. Ja, legalni šamar, tako me je morala kresniti. Je bila tako pač malo, ni hotela preveč, a ne. Pa je pa Janko Petrovec, ki je pač bil sorežiser takrat, je rekel, pa dej ga užgi, ne, tako kot se ga užge, a ne. In je pokazal in me je tako me je užgal. Me pa še 2 dneva bolel. Ampak še vedno, ta njen šamar je bil tak nežen. Tak nežen je bil. No. Prizanesljiv. Povejva, kaj je o badmintonu? No, dejva. Igral si ga kar nekaj let, si prav bolj do konca osnovne šole. Konca srednje. Do konca srednje šole si igral status športnika. Badminton. Lahko poveva to, da je tvoj oče in tvoj stric, da sta bila nekako začetnika badmintona v Sloveniji, da sta se starša tvojega tudi spoznala preko badmintona. Tvoja 2 brat in sestra sta bila zelo uspešna v badmintonu. Ampak ker je to podcast o Mihi, se bomo pogovarjali raje o Mihi. Pri 14 letih si zmagal na nekem mednarodnem tekmovanju v Nemčiji in to je bilo tekmovanje, ki ga do takrat ni noben Slovenc zmagal. Imel si dober potencial, imel si fenomenalno rokco, če se izrazim, da si nategnil si vsakega nasprotnika, ampak, tako pravi bolj sestra, bil len. Medtem ko oče in mama pravita, da nisi bil len, ampak da si samo videl v sestri in bratu, da zres zelo garata, vlagata ful truda in časa in vsega v ta šport in da si nekako ocenil, da res se ne vidiš v tem. No, vidiš, to je en tak lep primer, kako se razlikuje pogled sestre pa pogled matere. Ja. Ne, bil sem len, absolutno. Ja, mogoče... Lahko rečeva, da nisi bil 100%, recimo. Veš kako, nekako, očitno sem res imel nek feeling, v roki, kar je za ta šport kar potrebno in sem se bolj na to osredotočil oziroma sem hotel kompenzirati s tem to, da pač nisem tako zelo fizično dobro pripravljen, kondicijsko dobro pripravljen. Je pa res, da konec osnovne, na začetku srednje sem jaz v bistvu zelo resno igral badminton. Ja, so bili tudi uspehi. Proti koncu moje srednje šole je moja sestra dobila možnost oziroma se uvrstila na olimpijske igre in jaz sem res lahko iz zaodrja spremljal, koliko je to enega odrekanja, koliko je to ene discipline, ki jo je ona morala vnesti v to, pa se skupaj z mojim bratom. No. Nekako sem videl, kakšna je lahko prihodnost tega, če se popolnoma posvetiš športu. Ne pravim zdaj, da bi bil jaz tu toliko uspešen, ampak šlo bi pa verjetno v to smer. Nekako takrat sem jaz neko napol zavestno odločitev sprejel, da bi se pa raje mogoče s čim drugim ukvarjal. Meni je pa več pomenil, ne vem, gledališče, druženje s prijatelji, žuranje in podobno. Tako da, če si pa športnik na takem nivoju, kot sta bila moja 2 brat in sestra, pa pač seveda teh odmikov pač ni. Pred tem
se mi zdi, da sem bil zelo v tem športu, pol pa vse manj. Zdaj se bova pa pogovarjala o nekih takih dogodivščinah iz badmintona, Ki mi ne bodo ki bojo vsem zelo simpatične. Prav, zelo rad si nerviral ustaljen badmintonski svet. Naprimer, za nalašč si izgubil prvi set in potem si v naslednjih 2 zmagal. Naprimer. Če je šlo, ni vedno Kdaj je šlo, kdaj ni šlo, v redu. In potem si imel zelo bolne fore, v tem smislu, da prinesel si recimo pivski krigel za pijačo. Recimo en tak, kot ga imava tlele, bi bil super. Sam je mogoče malo premalo vode gre not. Ampak ja, to je kar nerviralo ljudi. A je ta Enkrat sem- badmintonski svet tok, a je to zategnen svet, a je to Ne, so pravila, so toga pravila. Ne vem, če so to toga pravila, ampak nekako ne se tega ne bi počeli. Jaz sicer res, da mogoče to s kriglom še, ampak jaz vem, da je bil en starejši igralec, ki ne vem, v pižami hodil, pa je pač v pižami igral. Sem razmišljal resno, da bi v neoprenu enkrat igral, pa pač mislim, da do tega ni prišlo. Tako, no, nekako se mi je zdelo, da bi pa mogoče so se mečkam več resno jemali. In tudi takrat, ko so na neki točki uvajali kartone za neko obnašanje, za nešportno obnašanje ali pa za ne vem kaj, takrat tudi kontriral temu, nekako si delal neke eksperimente, da si dobiti vse kartone možne. Ne. Zdaj, nekaj časa nazaj sem rekel, da če bi jaz samega sebe učil, bi si šel zelo, zelo na živce. Mislim, da to pade v ta koš. Lej, pač Miha, a badminton tudi danes kdaj igraš? Za rekreacijo ali pa za Ja. dušo ali pa tako? v bistvu ga in to 1 leto nazaj mi je en moj zelo dober prijatelj, ki ga tudi pravzaprav poznam od badmintona in se poznava praktično celo življenje, ker sva začela, ker sta bila oba dva stara 5-6 let in se res torej zelo, zelo dolgo časa že poznava, mi je rekel, veš kva, a bi šla igrati? Pa sem si rekel, ja, peva. In to je po dolgih letih, da sem v bistvu začel igrati. Tako da, če bi recimo midva tole se pogovarjala 1 leto nazaj, bi ti rekel ne. Že 20 let nisem loparja prijel roko, oziroma ja, praktično loparja prijel roko. Ja, dajmo reči, da sem naredil eno pauzo. Je pa tak šport, da se fino razlaufaš. No. Imam ga nekje tle odzad, ne pozabiš. No. Temu tako reči, ne, da volja je, meso pa ne uspe slediti vedno tej volji. Okay, jaz bi se dotaknil še tvojih potovanj. Začel bi s tem, da pišeš si listo želja, kam bi želel odpotovati, in na tej listi piše: prepotovati želim čim več sveta. Ne? Ne, malo drugače. Delam si listo, sicer samo za Evropo, ker se mi zdi, da je bolj dostopno. Stvari, ki bi jih videl. Imam proti en tak programček, ki pač si noter na zemljevid imaš te razne ikonce in si dajem stvari, ki jih tako ne vem, a jih kje vidiš, kje prebereš kdaj, ne vem, v kakšnem filmu vidiš kakšno dobro sceno in je tako, kje pa je to, in pa se izkaže, da je to nekje pač v Evropi in se rečeš, no, to je pa vedno dostopno. Zdaj, jaz sam vem, da nikoli ne bom vsega tega videl, po drugi strani pa, ne vem, recimo med korono sem se zelo zabaval, da sem tako malo maštal, kaj vse bi se dal videti. Je pa res, da mi je najljubši način potovanja mi je v bistvu road trip. In to z avtom, s kupico dobre muzike, ker to je nujno, ker drugače res dolgočasno se peljati. In brez jasnega ali pa popolnoma definiranega načrta. Brez načrta. Brez načrta. Vsak dan sproti. Etapno. Ja, približno, tako malo, kot kaj pa, če bi šli takole, kaj pa takole, tak. Vse nekako se mi zdi, da malo ponavlja, no, v mojem življenju, da ni čist, oziroma pri stvarih, ki jih delam, da ni čist treba, da je vse zelo natančno določeno, da je prostor za improvizacijo. No, ampak zelo te zanimajo na tej poti, kakršnih poteh že obiraš, take obskurne zanimivosti ali pa lokalne znamenitosti. Ne toliko središča, kjer je full folka. Potovanje mi je zanimivo ne zaradi, tudi zaradi unih stvari, ne vem, turističnih znamenitosti, ki so, ne, ampak predvsem pa tudi tako, da malo vidiš, kako ljudje živijo in to se da mogoče, če malo v zaodrje skušaš pokukati, no, se ti bolj odpre, ker nekako je tako, da že skoraj bi lahko rekli, da Ljubljana ni čist Slovenija, Berlin ni Nemčija, Pariz ni Francija.
Torej, mogoče, da greš nekam na eno območje, ki načeloma niti človek ne bi šel tja, pa malo vidiš, kako je tam. No. To me zelo intrigira, ampak je pa tudi res, da mogoče tudi zaradi tega imam rad ta road trip, zato ker mi omogoča, da grem tja, kamor sicer, ne vem, me vlak ali pa avtobus niti ne bi pripeljal. Ok, potoval si recimo v ZDA, si bil v Ukrajini, Franciji, po Evropi, a ne, tako, Iranu. Tega je veliko, no, za tega nam zdaj vse naštevo. Kaj od tega bi lahko izpostavil? Katero potovanje bi... Ja, zdaj, če se považim, bi lahko rekel, da kar se eksotike tiče, je Iran bil mogoče najbolj nenavaden. Na drugi strani, kar se evropske eksotike tiče, bi mogoče rekel Pridnestrska republika. To je nekaj, kar sploh niti sami ne vejo, obstaja ali ne. Ampak sicer je pa bolj, vsako je pravzaprav fajn, vsako potovanje, ker pač tudi pomembno tudi to, s kom greš. In si vedno lahko narediš fajn. Na končni fazi grem jaz lahko do Lendave pa nazaj, pa se verjetno bom imel fino. V en tak mod greš, v en tako stanje, pač vse, kar vidiš, ti je pravzaprav fajn na nek način. Če zdaj gledam nazaj, mogoče bi kakšne fotke gledal, pa bi si rekel, to je pa kar malo brez veze, ampak si pa tam, je pa tako kul. Jaz si bil tudi pri Indijancih, Amiših in tako. Ja. No, evo, to je ena taka stvar, ki je ful v bistvu zanimiva. Ne vem, tam greš do Indijancev, pa imajo svoje powwow, te neke vrste ples, en tak festival, potem imajo tam neke govore v njihovih jezikih in tako naprej. In malo to opazuješ in v bistvu ugotoviš, da si edini belec v recimo 1000 glavi množici. Pri Amiših pa tudi svojevrstno ful zanimivo, da jaz sem si predstavljal, kako oni živijo pač v nekem zaprtem oddelku, nekje čist na samem, ampak sploh ne. Oni živijo med navadnimi v navednicah, ljudmi, med ljudmi, ki so sprejeli neko moderno tehnologijo, ampak oni se pač z unimi svojimi kočijami furajo med unimi avtomobili. Kako hecno je to videti, eno novo perspektivo ti da, kakor sem rekel, malo ene stvari, ki niti mogoče ne veš ali si pa ne znaš dobro predstavljati, kakšne so, te začnejo bolj zanimati. In to se velikrat pozna pri urah, seveda moji dijakinje in dijaki tega ne morejo vedeti, ampak recimo, ko sem jaz bil pri Indijancih, se je potem rodila ura cela o tem, o severnoameriških Indijancih. Predtem sem jaz to samo malo preskočil, pač bili so in to je to. Pol te pa to začne bolj zanimati in v bistvu kamorkoli grem, skušam pol to ukorporirati v svoje predavanja, ravno zaradi tega, ker se mi zdi smiselno o tem govoriti, ker vem, da te stvari lahko vidiš. A potovanja ali pa, potovanja širijo obzorja? Absolutno. To bi jaz vsakmu položil na srce, da gre malo potovati. Kaj bi svetoval ljudem, ki so mišljeni, da je potovati brez veze in so zadovoljni svojo ožjo ali pa bolj širšo destinacijo in da drugega ne potrebujejo, recimo? Mislim, sej potovanje same po sebi je naporno, a ne? Dobro, sploh če recimo jaz potujem tako, kot sem prej rekel, da niso vse stvari čist jasno določene, tudi to nekje bom spal. Tako da je tudi malo utrudijo lahko ta potovanja, vedno gre kaj narobe in pol je pač to treba rešiti, od malih stvari, kot ne vem to, da spusti guma na avtu, do tega, da ne vem, v Ameriki izgubiš denarnico. To so pravzaprav ene take toliko fajn izkušnje. Nekako se bolj znajdeš, se mi zdi, v kakšnih situacijah, ki se je treba pač takole odločati. Mislim, da tudi bolj mogoče razumeš kakšne stvari, kakšne druge kulture ali pa drugega pogleda na življenje, na katerega prej niti nisi pomislil, da obstaja. Kam bi se pa še vrnil? To pa ne vem, če bi se. Zato, ker bi raje šel nekam drugam. Pa ne, ker je bilo tam slabo, ker nikjer nisem še bil, da bi rekel, to je pa groza. Da bi tako v smislu, dajmo probati še nekaj drugega. Ali pa vsaj mal drugač. Nikoli se ne vračaš na... Vse, tudi, ampak ne da bi podoživel. Ampak ni nobena zdaj taka lokacija, da bi rekel, to bi pa šel še enkrat. Predvsem tudi zato, ker je vsako tako potovanje je ena taka neke vrste avantura. No? In si tudi želim, da ohranim to eno tako otroški pogled na to, da je potovanje avantura, ne pa rutina.
Kaj načrtuješ za prihodnje, kakšno potovanje, road trip? Stvari, ki so tudi izven Evrope, za kar je mal problem, ker načeloma mi učitelji imamo čas sam čez poletje. Ostale počitnice so enotedenske. To je malo časa. Če greš res delač, ne? Če rabiš en dan, da do nekam prijel, pa dan pa pol, pa še jet lag, pa tako naprej, je to mogoče mal na hiter, kar je pol tudi neroden, ker stvari, ki so na južni polobli, polet, greš pol tja po zim, ne? Mislim, je tam, ko prideš tja, je zima, ne vem, recimo neka Avstralija ali pa kaj podobnega. Ampak mislim, da je toliko enih različnih stvari, da go with the flow, oziroma ni treba, da je vse vnaprej tako zelo splanirano. Zelo nasplošno mi govoriš o potovanjih, a lahko kaj specifičnega mi poveš, kaj sočnega, kaj si kaj doživel, zanimivega, smešnega, žalostnega, strašljivega, dolgočasnega? Ne, dolgočasnega nič. Strašljivega je pač imel svoje, mi je bilo strašno. Enkrat si kampiral v Koloradu in zunaj v šotoru je bilo ena žival ali kaj. Ja, pol sem šele gotovo, da je moj šotor zelo blizu znaka Pazi medved, ja. Ali pa v Kansasu, ki je pač Dorothy, a ne pa čarovnik iz Oza, so bili znaki, kaj treba narediti, če je tornado. In je bila huda nevihta in jaz sem se spraševal. In kaj treba? Pač tam moš neki bežati, neki tam v en podzemni bunker. V tla moraš. Ja. In jaz sem se spraševal, kako človek ve, takole ob 3 zjutraj, a ne? A je zdaj tle prihaja tornado ali ne prihaja tornado. To so bolj take. Ali pa ne vem, enkrat, da bi v neki puščavi moralo biti neko prenočišče in potem, ko prideš do tja, se kar en lep čas peleš, pa je že skoraj tema, sred neke puščave se ugotovi, da tam ni nobenega prenočišča. Se kdaj dejansko ustrašil za življenje? A veš, da se ne spomnim, kar pomeni, da tudi če me je kdaj prešinilo, da prav resna nevarnost za življenje ne bi bila, sem pa kdaj pomislil v smislu, kako bomo pa tole rešili. Ampak pa se pa nekako rešilo. Je pa resno, da tudi jaz nisem tako zelo zahteven, kar se potovanj tiče, a ne, da načeloma grem z enim avtom, ki ni glih zdaj neka limuzina. Pa te je avto pustil kdaj na cedilu na potovanju, da si imel kakšno okvaro, pa si potem mogel z mehankarji tam. Ja. Tudi to se zgodi, ampak recimo enkrat je bila lučka, mislim, da sem bil glih na Kosovem, lučka mi je začela goreti in sem pogledal tam v manual, kaj to pomeni in je pisalo, to pa zdaj takoj ustavi avto in ga pel k mehaniku in jaz sem si mislil, sam to zdaj meni vzeti tle cel kup enega časa, pa tle, kje bomo tle najdel mehaniko v tem trenutku, pač nekje tam v enih hribih. In sem pač pelil naprej in sem pelil kar nekaj časa in potem je ona lučka v enem trenutku obupala in in je bilo vse v redu. In je bilo vse v redu. Lej, včasih je tudi, če si mal nonšalanten, kar mal pomaga. Sva na koncu našega pogovora, kjer bova obdelala samo še zanimivosti ali pa kakšne fun fakte o Mihi Poharju. Teh je kar nekaj, moram ti povedati. Na filozofski fakulteti so te nagovarjali in svetovali, da pojdi na doktorski študij. Ti si šel, temu si posvetil 5 let, naslov doktorske dizertacije je bil Moški in ženske v slovenski literaturi od 1980 dalje. In obe tvoji mentorici sta bili zelo navdušeni nad doktoratom, recenzenta za doktorat, sta pa to isto nalogo, da ne rečem, raztrgala, razcefrala in tako. Zato uradno nisi nekako dokončal zagovor doktorske dizertacije. Mentorici sta te nagovarjali, da saj malo spremeniš neko vsebino, pa da gre to skozi, ne? Ampak tega nisi želel spreminjati. In posledično si izgubil 5 let dela. Zdaj me pa zanima, zakaj nisi želel malo spremeniti neko vsebino, pa bi imel potem doktorat v žepu? In drugo vprašanje, a si zmeri tako trmast ali načelen v svojih prepričanjih in tako? To ni bilo čisto. Šlo je za to, da bi fora v tem, da jaz sem hotel delati doktorat, to je bilo še po ta starem sistemu. In ker stvari so jih popolnoma zmalinčali, že prej so mi rekli, kaj pa če bi ti mogoče imel manj, pa da bi šel na magisterij, to je ta star magisterij. Ja, razumem. Ampak sem se rekel, pred Bologno. Sem se rekel, ne, bom vsem šel na doktorat. In potem pa se ni dal več iti nazaj na ta magisterij, ker so ga ukinili. V tem je fora. Tako da ne gre za to, da jaz nisem hotel. Je pa res, da meni so mentorce sta rekli, da je to ful dober, kar sem jaz napisal, ker to je nek
korpus, ne, ki ga ti pač napišeš, recenzenti, ne, ki to pač pošlješ nekam in potem oni odločijo, kako je s tem, so pa rekli, da bi pravzaprav bilo edino smiselno, da bi to stvar popolnoma spremenil. Jaz sem bil takrat kar pobit, čudil me je, kako lahko Kako to je možno? nekdo reče, to je pa res dober, pa drugi- nekdo drug reče, to je pa popolnoma nesmiselno, brez veze, da se sploh s tem kdorkoli ukvarja. In ker jaz sam nisem vedel, mislim, če bi meni, pa ne krivim zdaj, nikakor ne krivim mentorstva, nikakor ne. Ko mi je bilo hecno, ne, to bi oni verjetno, ne, če bi bila to res absolutna brezveznarija, bi meni to gotovo povedali in jaz bi to tudi sprejel. Pač ok, nekaj sem probal raziskovati, očitno nima to smisel. Kaj pa veš, če nisi v tej sferi, kaj je smiselno, pa kaj ni smiselno, pa če se ni smiselno raziskovati. Meni ni niti malo žal za to. Za to izkušnjo? Za to izkušnjo, ja. V bistvu sem se imel fajn, ker sem to delal. Ma mogoče en tak grenek priokus, pa tudi seveda vedno, zato te zgodbe niti ne govorim tako zelo, je potem vedno tudi vprašanje, pa zakaj vse nisi, zaradi tega, ker sem zdaj na dolg pa na širok povedal, ker bi moral vse spremeniti. In meni se je zdelo, jaz sem to 5 let delal, kako naj zdaj vse spremenim. Tako da sem se pol pač odločil, ok, nič hudega. Dobil sem izkušnje. Veliko sem se naučil. Ta zgodba mogoče nima glih najbolj srečnega konca, ampak meni ni niti malo žal za to. Zvedel sem pa, da pišeš knjigo z določenimi sodelavci, zgodovinski učbenik. To je super, ne, ga pišeš, ampak učbenika pri svojem pouku ne uporabljaš. A ne? To je kar, ja. To je to malo svojevrstna ironija. protislovje, ne? Je, to je protislovje. Ali ga imaš kar v glavi, klele noter. Bom tako rekel, da mislim, nimam ga v glavi, ampak Šalil sem se. Ja. Cel koncept pisanja učbenika mi je v bistvu zelo, zelo zanimiv. In tudi nadaljujemo to zgodbo, ta ista ekipa, ne, zdaj smo napisali enko, bomo šli na dvojko in tako naprej. Seveda se pač tudi trčiš ob določene pomisleke, ne, od raznih urednikov oziroma od tudi potem tistih, ki ocenijo, potem to mora biti skladno z učnim načrtom, s katerim ni nujno, da se jaz vedno strinjam. Tlej iščeš neko umestno pot, tako da mi je že ta sama izkušnja mi je zanimiva. Nikoli še nisem ničesar takega počel. Pisal sem recimo spremne besede za neke zgodovinske romane, učbenika pa še nikoli. No. Da me je pravzaprav to je tisto, kar me zabava, zraven se pa spet ogromno naučiš, ker to je pač veliko ene raziskave, da potem ti napišeš en takle odstavčič. V bistvu zaenkrat mi je to kul početi. Naslednji fun fact, ki bi ga izpostavil, Miha Pohar nima socialnega omrežja. Ali ga že ima? Nima? Nima. Nekako sem. Skoraj sem mislil, da boš rekel, Miha Pohar nima socialnega življenja. Ne, nimam tega. Imam mail. In Pa to je še to. tega ne pogledam toliko zelo velikrat. Ne, nimam. Kaj meniš o socialnih omrežjih, ala tipa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Viber? Kakšen odnos imaš do tega? Viber imam, evo, pa res. No, kakšen odnos imaš do teh stvari, ki jih nimaš? Da so to smeti, da so to stvari, ki jih ti ne potrebuješ, Zdaj, ne bi šel tako daleč, da bi rekel, da so da to so to smeti. kradljivci Zdaj, časa, Vsaka stvar je kradljivec časa. da je to digitalna droga. Zdi se jim pa mi, ampak je pa res, da jaz to gledam samo daleč. Tako da mogoče je tudi ta moj pogled mal, verjetno se zdel zelo starokopiten, ampak se mi zdi, da spodbuja neko žalost, ker gledaš to, kaj ljudje delajo in se ti to seveda zdi blazno zanimivo, medtem ko ti ne delaš nič zanimivega. In te objave se mi zdi, ampak spet, mogoče se pa motim, se mi zdi, da marsikoga, seveda mlajšega, ne, da te objave mal preveč potegnejo v nek svet, za katerega verjetno tudi sam ve, da ne obstaja. Zdaj, zakaj jaz nimam tega? Preprosto zato, ker se je to začelo pojavljati, me ni povlekel, nisem imel občutka, da to res rabim. Digitalni svet je meni rahlo tuj, je pa tudi to res, da če česa ne maram, je to moderna tehnologija. Nisem navdušen, ne spremljam tega, zagotovo pa je, da ima to tudi dobre plati. Je pa res, da jaz imam samo en svet. Realnega. Ja, nimam digitalnega sveta in zaenkrat nimam občutka, da bi to pogrešal.
Gremo naprej, naslednji fun fact. Ne vem, če je fun, ampak je Je fact. pa fakt. Ja. Bomo videli, Ej. če je fakt. Barvna slepota. To pa je fakt. To ne vem, če je fun ni, ne je pa fact. Po svoje je fan. Boj, da ne vidiš nekih barv, oranžne, zelene, nekaj tako, ali kaj. To je res, Ali kako? ampak je pa tudi res, da to Velikokrat je... se tudi šališ na svoj račun. To je pač en princip, oziroma en deficit, ki ni tako zelo redek, ampak življenja pa to v resnici kaj dosti ne spremeni. Otroci v šoli hitro to pogruntajo, ker jaz pokažem nekaj na zemljevidu, rečem, no, recimo tle je ta modra barva, ne, nek zemljevid, ne, in je nekaj tam pobarvanje, rečem, no, ta modra, in potem se vsi začnejo tako, to je v resnici vijolična, ker si pač jaz ne zapomnim točno, na katerem zemljevidu je ta pa ta barva modra, pa ta vijolična. No, in potem nekako je to pač pol pride v ospredje. Ni pa to čisto nič moteče, enako lahko avto peljem in enako lahko uživam v zahodu toskanskega sonca. Družabne igre igraš, za družino občasno igrate preferenco. Preferanco. Ja. To je nekako igra s kartami, malo bolj zahtevna od taroka. Ja, ima neke podobnosti s tarokom. No. Ne vem, to se je vedno igralo pri nas doma, jaz ne vem, a to sploh obstaja, no, ali smo si še kar sami to izmislili, ne vem. Gotovo določena pravila smo si gotovo sami izmislili, ampak to je tako ena taka naša poharjevska tradicija. No. In se to tudi prenaša do neke mere, no, na mlajše rodove. Koliko pa jih lahko skupaj igra? To v bistvu je samo za 3. Je pa to tudi na nek način za denar, tako da v končni fazi se te zneski so majhni. To recimo, če dobiš evro pa pol, je že zelo veliko, ali pa če izgubiš evro pa pol, je to že zelo veliko. Vsak ima svojo tako kasico in potem pač ne vem, te kovance malo menjavamo med sabo. No. To je ena taka zelo, zelo družinska tradicija. Drugače govori Miha Pohar francosko, srbsko, angleško in italijansko. Enkrat na teden se z mamo učita celo italijanščino. Ja, v enem trenutku mi je ratala zelo lepa italijanščina in glede na to, da ima moja mama diplomo iz italijanščine, sem si jaz enkrat rekel, da bi bil pa to en luškan tak mati-sin trenutek, tako da skušava to zares malo obdržati, da pač jaz pridem na obisk in potem se učiva. Buongiorno, mama. Ja, buongiorno, mama, ja. Tudi mogoče kaj malo bolj zahtevnega. Mislim, da se imava oba ful fajn. No. Jaz se imam fajn, ker se pač učim italijansko. Moja mama se ima pa tudi fajn, ker mislim, da ta pedagoški eros še žari v njej. Miha ne mara daril za novo leto. Ja, res jih ne maram, za dedka Mraza. Ne, se mi zdi, da... Jaz te razumem popolnoma. Da ni treba. Da ni treba tako bombastično. Nisem toliko fan daril. No. Dajem jih, to mi je še kar ok, sprejemam pa ne toliko zelo. Večkrat si se že pohvalil, da si iz maturantskega plesa prišel direktno v službo. Ne vem, če sem se glih pohvalil, no. Tista oseba mi je rekla, da si tako, pač mi je rekla, da se pohvališ, da si prišel, da si direktnega iz maturanca, ne? Verjetno, da ne zdaj. Sam tega pa že zadnjih par let ne delam. Vse glih sem hotel reči, ne? Ja. Da zadnjih par letih ne, ampak prej je to verjetno bilo. In da včasih si celo v svečani obleki prišel v šolo in če greš direkt, ne moreš... nadaljeval pouk, ne? Ja, sej je tak adrenalin ta. Hudiče če imaš pol to frej uro, pa rataš malo zaspan vmes. Se gre. Ampak je bil vsem rad povedal, da so te ure speljane povsem korektno. Tudi če so po maturantskem plesu celo noč. Ne dvomimo v to, Miha. Najbolj všečno razredno darilo od replika parnega stroja. Zelo težko je povedati, katero je najlepše darilo. Zelo težko, pravzaprav tudi malo skoraj, da bi bilo nepošteno. Ja. Kolikrat je težko reči, kateri razred mi je najljubši. To je nemogoče vprašanje. Definitivno se mi zdi, vsa ta darila, ki sem jih jaz dobil, koncu mi v resnici zelo veliko pomenijo. Ja, dobil sem repliko parnega stroja, bržkone tudi zato, ker ko enkrat pri zgodovini prideš do te teme, sem jim jaz vedno govoril, ne vem, kako deluje parni stroj, tako da ne mi tega sprašvati. In potem so mi ga seveda kupili in so zraven priložili video, kako deluje parni stroj. In zdaj v bistvu vem, kako deluje parni stroj, tako da evo, ga imam tam. Ne vem, sem pa dobil tudi recimo en tak albumček, tak zelo luškan narejen, ne tisti kupljen, ampak
narejen z raznimi slikicami iz 4 let, pa sem recimo dobil karikaturo. Se mi zdi, no, da so zelo posebna so mi ta darila, ker so vsa zelo osebna, zelo pač prihajajo iz enega spoštovanja dijakov in to je pravzaprav, ne vem, no, to je tisto, kar naš poklic dela lepega. Vem, da zdaj zgleda tako, kako, da pač delam to zato, da bom dobil neko darilo, ampak ne, je pa zelo lepo to dobiti. No. Pridobil si tinnitus. Ja, ga Zdaj, imam, ja. Dobil sem tinnitus. kaj In to sploh je? Tinnitus je neprestano zvenenje v ušesu, ki je nastopilo zaradi, sem zdaj po zdravniško izrazu, zaradi akustične travme. Nekdo je ustrelil zraven mojega ušesa, to je bilo v Ukrajini, še preden je bilo tam takšno vsesplošno vojno stanje, je... Ustrelil. Kaj ste pa delali? Sploh ne bom. Dobro, okay. Pač Puška je bila blizu ali pištola ali nekdo je nekaj. ustrelil, kar Ja. nekaj je bilo, Ja. nekaj, kao In- nek šov. In je ustrelil in je meni pravzaprav začel Zveneti v ušesih. zveneti v ušesu in to se pravzaprav nikoli Ni izzvenelo. Ni izzvenelo in se tega tudi ne da pozdraviti. Tako je približno, kot če prideš recimo iz koncerta ven, da ti malo zveni v ušesih. No, meni to skozi zvoni. Ampak to tudi ni ena stvar, nas je kar ene par v resnici v zbornici, ki ima to. Je, takrat, ko se mi je to zgodilo, sem bil kar orang na tleh zaradi tega, ampak pa se pa počasi navadaš. No. Ni tako, da moram radio po noč poslušati, da lahko zaspim. Je pa res, da se zdaj kar mal bojim, ne vem, na kakšen koncert iti, zaradi tega, da ne bi Iritiral oziroma to se odražal. Ja. še poslabšalo. Ja, Če bo ja. ostalo tako, kot je zdaj, v redu. Ni idealno, je pa v redu. Zdaj, če bi se pa poslabšal, pa to hudič, s katerim raje sploh ne razmišljam. No. Tako da sem si dal une čepke narediti, tako da če grem zdaj na kakšen koncert, si dam Greš tisto čepke, noter, tako da je mal filtrirana ta jakost glasbe. Kako si pa mezinc zlomil? Brcem sem v poslo, tako kar se pač naredi, a ne. Prav nič tazga. Imaš Ne. veliko zbirko originalnih CD zgoščenk To je res. različnih izvajalcev, a glasba ti veliko pomeni. Ja, Kakšno glasbo imaš rad, pa smo tam. pa smo tam, ja. Res mi je všeč to, da imam na nek način, ja, če lahko rečem, da kaj zbiram CD-ke, je pa res, da jih ne zbiram samo zato, ker so to, ne vem, neki albumi, ki bi jih vsak kao moral imeti, ampak pač tiste stvari, ki so meni všeč. Je pa res, da muzika, ki je meni všeč, pravzaprav je tega zelo veliko, no. Različnih stilov. Načeloma sicer je v povezavi kaj z elektronko, ampak ni pa nujno samo ena taka hardcore elektronka. No. Imam kar veliko tega in zelo se mi zdi, ko imaš ta stereotipen stavek, glasba rešuje življenje. Do neke mere, ne vem, jaz jo imam skozi v bistvu doma prižgano v avtu, ko grem recimo v šolo, imam to srečo, da živim relativno blizu, pa grem peš, pa si dam recimo, pa si prav zbiram, tako se postavim pred uno omaro, kjer imam vse te CD-ke in potem si mislim, kva bi pa zdaj jaz danes poslušal. Tako da, ja, je ena taka zelo luštna stvar, ki me spremlja, kateri bi jo kar pogrešal, če je zaradi tinnitusa ne bi mogel več poslušati. Si knjigofil, filmofil in rojalist. To pa najdu 3 stvari, ki res pašejo. Rad bereš knjige, imel si obdobje, ko si veliko samo bral. Doma si celo enkrat naredil s knjigami v obliki novoletne No, vidiš, to- jelke, nek stožec. To so te plusi socialnih omrežij. A veš, ko vidiš, da je to nekdo naredil in potem ti narediš Aha, to, kot nekaj ponoviš za njemu. novoletno jelko, a ne, iz knjig, tako v takem stožcu. Ja. Res imam rad knjige, včasih rabiš seveda malo samodiscipline za to, ampak tako, res se imam dobro, ko berem. Res mi je fajn. Imam pa A sicer... imaš dosti časa za branje ali si ga vzameš? Si ga vzameš, ja, pač namesto tega, da bi kaj drugega delal, pač berem. Mm. Ampak sej, to je pol tisti, koliko bom jaz prebral, pa nič ne prebereš od tega. V en tak svoj svet te to popelje, no, in meni je to res super. Imam pa eno tako hecno, pa to ni OCD, vsaj po moje ne, no. Ampak vsako knjigo preberem do konca, tudi če je res Če slaba. začneš, greš do Če konca. ja, to pa zaradi tega, ker sem enkrat prebral eno knjigo, ki smo na faksu morali, ta slovenska literatura postreže z marsikatero grozoto in pač sem tam moral prebrati eno knjigo, ki je res, pa ne bom zdaj povedal, katera je, ampak to je tako slaba knjiga,
da ker sem to prebral do konca, sem preprosto si rekel, da potem moram pa res čisto vsako stvar do konca prebrati in zaenkrat, če nisem najdu slabše knjige. In medtem, ko likaš, gledaš filme. Ja, Rad imaš že filme. likanje, Imaš raje filme kot knjige. pravzaprav imam raj knjige. Raj imam knjige zato, ker ponudi večji razpon domišljije. No. Tudi likam po svoje rad. Meni je to tako do neke mere sproščujoče. Je pa res, da verjetno ne bi glih gledal v steno, medtem ko likam, tako da si dam kakšen film, takrat, ko likam, je pa res, da to pol niso kakšni zelo filmi, ki moraš biti skoncentriran pa dobro poslušati, ampak mogoče bolj lahkotne stvari, tako da v bistvu pri knjigah sem kar zahteven. Ne grem brati, glede na to, da vse očitno preberem do konca, ne grem brati nekaj, kar je tako malo bolj pop, tega ne grem, pri filmih sem pa bolj prizanesljiv. Tako da sem marsikero neumnost že gledal. Kaj pa je to royalist? Zdaj, meni se ta princip tega, da vzamemo enega človečka, mu uničimo življenje z raznimi protokoli, z bontonom in tako naprej, zato da nas potem primerno predstavlja, to se meni zdi čist ok. Nimam nič proti temu. Sploh, ker ko gledaš malo politike, tudi tuje, pa sami rečeš, jo, bože mili, kva pa ta govori. Nekako od teh kraljev, no razen Španca, ampak malo več pričakuješ, no? Da se bojo vsaj obnašati znali. Imam zelo nizke standarde, kar se politike tiče. Ja. A mogoče veš za svoj vzdevek? Ne. Jaz sem zasledil v pravem kotu samo to pohi, Okej. piha, mohar, pa legenda. Zdaj za pohi, To je logično. Je logično, ja, to je bilo logično. tudi malo, ni mi bil sicer toliko zelo všeč v srednji šoli, ampak je pač bil. Dobar, piha, mohar, ok. Imel sem enkrat en vzdevek hiha pohara, ker je včasih, ko smo se še na izpite prijavljali, si nismo računalniško, ampak si na listek napisal svoje ime, pa si ga pač tja dal v tajništvo. No in je očitno, sem jaz to grdo napisal, da namesto M-I-H-A je nekdo tisto prebral hiha, pa se še A po nesreč nekje znašel in tako da sem bil na pol na uni listi, ki tam gledaš, kdaj imaš izpit, je bilo moje ime hiha pohara. Tako so me pol na faksu nekaj časa klicali. Dobro, Miha, jaz mislim, da sva bila kar izčrpna. Imaš kakšno nagrado za tistega, ki posluša vse to do konca? Nimam. Eh. Še enkrat bi se ti lepo zahvalil za sodelovanje na Poljanskem kavču. Hvala lepa za povabilo. Mi se pa spet gledamo kmalu z novim gostom na istem Kavč kanalu. Čavke, čavke! Ampak Miha, to še ni bilo to. Mogoče samo še nekaj, a drugače imaš rad izzive. Ok, ja, recimo. No, pa imam pa jaz zate eno ponudbo. Se ti veš, kaj je kolobarjenje, a ne? A veš, da ne vem, če res vem, ampak ok. Jaz mislim, da ti je kristalno jasno, kaj je kolobarjenje. Te bom vprašal takole. Zanima me, ali sprejmeš povabilo na voditeljsko stran Poljanskega kavča, kar pomeni, da bi se midva izmenjevala vsak drugi mesec v epizodah. Saj veš, jaz sem po enem letu zelo utrujen in bi potreboval neko razbremenitev oziroma pomoč. In prvi tak je Miha Pohar, na katerega sem pomislil. Imaš še nekaj sekund, da pristaneš. In pa moram skoraj reči ja, ne. Torej, sprejmeš izziv. Kaj Sprejel pa to- si, super. Ja, no, ampak kaj pa to v praksi? Tako torej, lahko v okej. kratkem pričakujemo Miha Poharja v vlogi voditelja Kavč pogovorov. Kakšen čudovit dan. No, Veselimo vsaj za se enega. novih epizod z novim voditeljem. Čavke, čavke. A nekako to imamo.